Ja, pozdravljeni nazaj na sklepnem delu današnje konference. Prihaja napovedan kratek pogovor z domačimi akterji z področja urejanja zelenih površin. Če je konferenca hotela nekako sporočiti, da urejanje zelenih površin dobiva neko novo težo, slišali smo tudi nove podobe, novo strukturo, je seveda aktualno in da se to dogaja na tako enem takem zanimivem, širokem spektru projektov in programov, kot smo jih lahko dopoldan videli, je seveda zanimivo vedeti, kaj se dogaja pa pri nas. K besedi sem povabila v resnici predstavnike glavnih skupin, študentske, ne, ampak glavnih akterjev v profesiji pa. Tukaj je z mano je dr. Nataša Bratina, generalna direktorica Direktorata za prostor na Ministrstvu za naravo, naravne vire in prostor, Valentina Glinšek z mestne občine Celje, pristojna za urejanje zelenih in javnih površin, Urška Kranjc, projektantka iz podjetja Mlus, Miran Košpenda iz Združenja mestnih občin Slovenije, ki je nekako tudi naša veza z urbano agendo in programom za ozelenjevanje mest, in pa Jože Krulec iz javnega podjetja Zelenice iz Celja. Glavne skupine, nekako akterji, ki nas povezujejo z mednarodno in domačo politiko urejanja zelenih površin in potem tisti, ki to v prakso prevajajo, naprimer da na neke že napredne ali pa saj vidne načine. Zdaj, kot rečeno, nove razmere postavljajo akterje v nov položaj v tem smislu, da se ljudje pričakujejo več, različni sektorji pričakujejo več, tukaj so pričakovanja zdravstva, tukaj so pričakovanja prebivalcev, tukaj so pričakovanja z področja ohranjanja narave. Potem se pa vsa ta pričakovanja srečujejo seveda tudi z pričakovanji po zgoščevanju mest in zgoščevanju poselitve, kar pravzaprav pomeni, da vstopamo v te dialoge, razprave o tem, koliko prostora, kakšen prostor pravzaprav bo ta odprt, zelen in ozelenjen prostor z enimi čisto drugačno polnimi nahrbtniki in potrebami. In zdaj tale naš pogovor bomo speljali kot eno tako majhno, bom rekla, pilotsko akcijo. To ne bo pogovor, kakršnega bi si mogoče vi želeli, pa tudi moji sogovorniki in bi lahko trajal cel dopoldan, ampak bo res samo en kratek skok od enega do drugega, da dobimo malo vtisa, kaj se že dogaja in kam gremo. Zdaj, mi smo se dogovorili za en vrstni red, in začela bom, takole na začetku bom začela z mestno občino Celje, z eno občino, kako se občina počuti, takle, bom rekla, pristojni za urejanje zelenih površin, kaj že delamo, kako se počutimo, kako slišimo nove izzive in, bom rekla, koncepte mogoče tudi na ravni občine. Ja, v mestni občini Celje imamo precej zelenih površin, javnih zelenih površin, ki jih ureja naše javno podjetje Zelenice d.o.o. Menim, da jih skrbno urejamo, veliko pozornost posvečamo temu. Moram reči, da se tudi občani kar precej vključujejo v načrtovanje urejanja zelenih površin. Drugače imamo v Celju tudi 400 hektarov gozdnih površin, ki so v lasti mestne občine Celje, in te gozdne površine so namenjene predvsem za občane, za rekreacijo, imajo veliko ekološko funkcijo. Sicer pa lahko rečem, da pri urejanju zelenih površin, javnih površin dobro sodelujemo z občani, je to nek poseben izziv, ampak se mi zdi, da lahko ocenim, da dobro sodelujemo, uspešno. Mogoče še en stavek ali pa dva od teh novih pričakovanjih, biotska pestrost, drugačne vrste košnja in pa tudi mogoče širjenje nekih javnih politik na zasebna drevesa, na zasebne površine. Kako vam gre to, se že s tem ukvarjate? Mogoče tole, kar smo danes slišali, primere dobrih praks, lahko rečem, da imamo tudi v Celju kar nekaj teh primerov. Naprimer, ko so meteorne vode s parkirišča speljane na zeleni pas, kjer rastejo drevesa, naprimer to imamo na Hudinji. Potem imamo
drevesa, ki so zavarovana z odlokom, zavarovana kot naravne vrednote. Ta drevesa so stara več kot 100 let. Mestna občina se je zavezala, da bo financirala vzdrževanje teh dreves, in sicer vsako leto pripravi Zavod za varstvo narave en načrt urejanja, vzdrževanja teh dreves, in sicer pod njihovim budnim očesom se ta drevesa vzdržujejo, ohranjajo. Nekaj teh dreves raste tudi na privat zemljiščih, ne samo na javnih površinah. Potem imamo v Mestni občini Celje tudi odlok o gozdovih s posebnim namenom, kar pomeni, da ima Mestna občina Celje predkupno pravico pri nakupu teh gozdov. No, pa tudi, tako kot sem rekla, kar nekaj teh primerov dobrih praks, ki smo jih danes slišali, imamo v Celju že tudi, naprimer imamo tudi javni sadovnjak. Potem vsako leto poskušamo, oziroma so se že občani nekako navadili, da so določene zelene površine, ki jih ne kosimo tako redno, jih puščamo kot travnik, cvetoči travnik za čebele, toliko. Hvala lepa. Mogoče kar zdaj predam besedo tukaj predstavniku Združenja mestnih občin in nam malo poveste, kaj pa reče urbana agenda za ozelenjevanje in kakšne nasveti pravzaprav od tam prihajajo, kakšna podpora, kakšni razmisleki. Hvala. Mi smo se na pobudo naših članic, to je 12 mestnih občin, v letu 2023 vključili v urbano agendo Evropske unije, v partnerstvo za ozelenitev mest, kjer je glavni cilj izboljšati politike na ravni EU glede ozelenitve mest, tako z področja boljše izmenjave znanja, boljšega financiranja kot tudi zakonodaje. Trenutno se pripravlja akcijski načrt predlogov ukrepov partnerstva, ki sicer niso zavezujoči, nosijo pa določeno težo. Med drugim se delajo na aktivnostih, kot je ki so malo bolj skoraj da znanstvene, se pravi metodologije, kako se kvantificira potreba po zeleni infrastrukturi, kako gledati na površino pa proti kakovosti. Hkrati velik poudarek tudi na izboljšanju financiranja zelene infrastrukture, vključno z bolj inovativnimi pristopi, ali govorimo o zelenih obveznicah, javno-zasebnih partnerstvih in podobno. Tako da, kar se tiče ozelenitve mest, smo mi na ZMOS-u kar optimisti, ker čutimo v bistvu pritiske tako od spodaj kot od zgoraj. Strani občanov se mi zdi, da že participativni proračuni pokažejo, kakšen pomen dajo ljudje sajenju dreves in urejanju parkov. Hkrati pa tudi so pritiski potem od zgoraj, naprimer s politikami Evropske unije. Danes je bila omenjena uredba o obnovi narave, ki ne vem, če smo jo že ozavestili, ampak gre za v bistvu pravno zavezujoči cilj na ravni Evropske unije, da je potrebno v naslednjem obdobju obseg površine, zelenih površin v mestih razširiti, vključno s pokritostjo drevesnih krosov. In seveda kot Združenje občin pri tej priliki moramo izpostaviti, da za to bodo potrebna sredstva. Ja, hvala. Tudi dober namig. Zdaj bom k besedi povabila še državo, direktorico direktorata za prostor. V tem smislu, ja, kaj pa tukaj država? Zdaj, ja, seveda vedno pričakujemo sredstva, ampak predvsem pa tudi mogoče ta pogled na slovenske specifike, na sistemske rešitve in kako hitro pravzaprav sledimo tem pričakovanjem, glede na to, da vendarle pri podnebnih politikah rahlo zaostajamo. Lepo pozdravljeni. Ja, kot predstavnica direktorata za prostor in graditev bom govorila z Ministrstva za naravne vire in prostor. Ko omenjaš podnebne politike, bi bil dobro tudi kakšen predstavnik MOPE-ja, ki še širše to vključuje, ampak seveda se povezujemo med seboj in sodelujemo seveda tudi medsektorsko oziroma medministrsko. Zdaj, če govorim za naše področje ministrstva in direktorata, najbolj ste seznanjeni, ampak bom vseeno šla skozi te glavne točke oziroma mejnike. V lanskem letu je bila prenovljena in postavljena nova strategija, lahko jo rečemo prenovljena, tista iz leta 2004. Nova strategija o urejanju prostora, prostorskega načrtovanja in seveda strategija države do leta 2050.
v tem segmentu, že kot v prvi strategiji in tudi tej nadaljnji, so zelene površine in zeleni sistemi mest in odprti prostor imajo zelo veliko vlogo. Postavljen je bil tudi cilj oziroma zavzemanje za to, da bi vseh, še posebej v velikih mestih, pa tudi drugih naseljih, se zavzemali za to, da ima mesto ali naselje vsaj 40% odprtih in večinoma zelenih površin. Hkrati seveda spodbujamo tudi, da se zgoščujejo mesta navznoter, da ni razpršene gradnje, oziroma da se zmanjšuje, naj bi se zmanjševala razpršena gradnja. Seveda to zveni kontradiktorno, ampak če s pravilnim pristopom načrtovalskim, kar arhitekti, krajinski arhitekti to znamo, se da ta dva segmenta tudi povezati, seveda, da ko se načrtujejo nove ureditve ali stanovanjske ali druge urbane stavbe in gradnje, da se poveže ta dva segmenta skupaj. Menim, da je Slovenija mogoče oziroma v naših koncih tak način, da če predpišemo zadeve in imajo zakonsko podlago, se jih nekako vsi bolj držijo in izpolnjujejo. Če tega ni, nekako izveni. Mi imamo tudi seveda v prostorskem redu, tudi že iz tistih prvih let, se pravi 2001 do 2004 so nastajali ti dokumenti, takrat pač politika, ocena, analiza, ocena stanja in seveda je nastala strategija prostorski red. Zdaj to želimo posodabljati, tako da tudi v prostorskem redu imamo vsebine s tem, z tega področja in tudi bolj podrobno navedene, kaj izvajati in kaj početi. In na podlagi tega seveda so se v vseh zadnjih letih, bom tukaj kar mogoče samo naštela, pripravili tudi priročniki, strokovni priročniki, in sicer javne, odprte in grajene površine, ki so tudi vse objavljeno tudi na spletnih straneh, tako da so javno dostopne in so v pripomoček vsem načrtovalcem, občinam, projektantom in vsem zainteresiranim, tudi javnosti. Potem imamo priročnik načrtovanja in organizacija gradbene in parcele in stavbe, tudi tam so priporočila različna, odvisno od tipologije, ampak recimo, če rečem tako eno grobo oceno oziroma kaj ne bi iz tega sledilo, je, da recimo vsaj tretjina odprtih površin naj bi bila zelenih, seveda pa odvisno od tipologije in to seveda tam, kjer so stanovanjska naselja, tega se predlaga in priporoča še več in tako naprej, da se povezujejo stvari v zelene sisteme, da lahko spodbujamo pešce in kolesarje, da potem uporabljajo ta odprti zeleni prostor tako spontano, ker te kar pelje v bistvu iz enega območja v drugega naprej. Pa seveda se spodbuja tudi to, da, kar smo se danes že pogovarjali in kar so naši govorniki izpostavili, oddaljenost, da ima vsak v mestu, naselju to bližino nekih večjih zelenih površin in da ima dostopnost v neposredni bližini. To je tisto 300 do rečemo 400, 500 metrov maksimalno, nekih 10 do 15 minut od svojega doma. Potem je ozelenitev streh in vertikalnih površin tudi priročnik in ta, ki je zadnji izšel pa v letošnjem letu, se mi zdi tudi zelo pomemben, participativno urejanje odprtega javnega prostora s poudarkom na manjših krajih, kar je mogoče tudi zelo dobrodošlo, da ne vedno govorimo samo o velikih mestih in mestnih občinah, ki so najbolje kadrovsko in strokovno in finančno tudi ponavadi organizirane, odprte in imajo ogromno rezultatov. Manjši kraji, naselja, manjše občine, veste, da jih imamo 212, pa rabijo pri tem mogoče še več spodbud. Mogoče samo še eno zadevo za prvi krog, finance, ki ste me izzval. Ja, finančno se tudi zelo trudimo, da pospešujemo, da podpiramo te zadeve. Eno so kohezijska sredstva, ki so letos tudi razpis, ki se je zdaj zaključil konec oktobra, za vsa naselja in večja mesta, za urejanje novih ali pa obnovitev že obstoječih zelenih površin, in sicer nekje v velikosti pol hektara. In kolikor vem, ocena je zdaj to, imamo nekje 130 projektov in to bomo zdaj ocenjevali in se bo v bistvu ta sredstva tudi razdelila, kot je minister že povedal, je teh sredstev okrog 60 milijonov. To je recimo ena taka zelo dobra zadeva, drugače pa nam
ni vseeno tudi in kaj se dogaja zdaj s podnebnimi spremembami in nam je to velik pomen in velik izziv in smo ravno kar šli v 2 razpisa. Eno so strokovne podlage, da bom točen naslov, strokovne podlage za krepitev upravljanja in vzdrževanja zelenih površin in mestnih dreves. Drugo pa je, da je šel pa razpis prejšnji petek ven, pa prilagajanje naselij na podnebne spremembe, kjer seveda že zdaj bi želeli imeti rezultate in jih unesti tudi potem v naše in zakonodajne okvire in pač pravne podlage. Tako da ta naloga je tudi zunaj in bi radi v bistvu obogatili, nadgradili tudi prostorski red ali pa še kakšne druge podlage pripravili. Hvala lepa. Ja, hvala. Zdaj smo se že dotaknili upravljanja, vzdrževanja, smernice oziroma strokovne podlage, pa bi kar dala mogoče besedo kolegu iz komunalnega podjetja, gospodu Krulcu. Namreč zdaj danes smo govorili, ste tudi morali vi poslušati, kaj vse vas čaka, pa vem, da se vam že marsikaj dogaja, a nas lahko mogoče popeljete v to realnost. To je eno od področij, ki je mogoče manj ozaveščen del urejanja zelenih površin. Pri nas je zelo tako, imamo en tak občutek, jih kar precej za samoumevne jemljemo. Malo ljudi zares ve, kdo to počne, pod kakšnimi pogoji se to počne, kakšna dela se izvajajo, na katerih površinah se ta dela izvajajo. Tako da... Hvala za besedo. Torej, prihajam iz javnega podjetja Zelenice Celje, ki bo v kratkem dopolnilo 5 let, torej nekako smo se že naučili hoditi, če to malo predstavim na naša človeška življenja. Torej, podjetje je bilo zasnovano oziroma ustanovljeno z glavnim namenom urejanja zunanjih in zelenih površin v mestu in okolici, hkrati pa tudi kot nekakšen hišnik mesta. Mi smo takrat pričeli z 14 javnimi delavci oziroma delavci režijskega obrata, ki so delali v okviru Mestne občine Celje, in potem podjetje razširili še z vrtnarji, ki so bili v drugem podjetju, in delno tudi z čistilkami, ki so bile po različnih podjetjih, in pa tudi z manjšim gradbeno-obrtniškim delom. Torej nekako zdaj celovito skrbimo za več kot 104 hektarje zelenih površin, to je program urejanja zelenih površin. Potem naši vrtnarji skrbijo za cvetoči del Celja in tudi za drevesa, tako urbana kot drevesa v mestnem gozdu. Naj povem, da v Celju v mestnem gozdu raste najvišje drevo v Sloveniji, 67,02 cm visoka doglazija, za katero tudi skrbimo, še nekaj ostalih dreves. Torej, potem ta program čiščenja, tam bolj skrbimo za javne objekte, in pa program gradbeno-obrtniških del, kjer v veliki meri gradimo potke. Trenutno smo letos, mislim, da izgrajujemo že 6. igrišče, ki ga tudi poskušamo s pomočjo projektantov in ostalih nekako v tem zelenem smislu urejevati. Torej, mi imamo kar precej izzivov, na eni strani z občani in občankami, ki včasih ne razumejo, da pač ni potrebno, da je trava visoka samo 2 cm, da so lahko tudi takšne površine, kot so bile prej predstavljene, čeprav mi to prakso že nekaj let izvajamo na nekaterih medcestnih pasovih, kjer sadimo tulipane in potem to pač ne pokosimo. V začetku smo bili deležni precejšnjih kritik, sedaj pa že ljudje nekako razumejo, da to res ni potrebno. Torej, imamo tudi nekatere druge površine, kjer poskušamo kositi ne tako pogosto, ker seveda na ta način zmanjšamo stroške, zmanjšamo obremenjevanje okolja in kup, bom rekel, teh dobrih stvari je. Ampak kot rečeno, potreben je daljši čas, da bodo ljudje to pravilno razumeli. Torej, kar se tiče dreves, imamo kar okrog 13.000 urbanih dreves, natančnega števila ne vemo, zato trenutno digitaliziramo vse te površine, tako zelene kot drevesa, kar bo tudi potem lažje za vzdrževanje. Hkrati pa poskušamo pri teh drevesih čim bolj slediti temu naravnim trendom vzdrževanja, ne recimo tem obglavljenim in podobnim zadevam. Kar se tiče pa pri teh manjših gradbenih delih, torej poskušamo čim bolj
stvari upeljati, da so nekako tako, kot je že bilo tudi danes predstavljeno, recimo tudi pri saditvi dreves, da poskušamo slediti tem sodobnim praksam. Zdaj, mogoče glavni izziv, ki je pri našem delu, ga vidimo predvsem v zaposlenih, ne da so slabi, ampak torej moramo jih ustrezno izobraziti, potrebujemo izobražene ljudi, predvsem take, ki so vajeni tudi dela, in tukaj vsaj po mojem mnenju imamo kar še številne izzive. Srečo imamo, da imamo v bližini Celja torej šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti, s katero dobro sodelujemo in torej štipendiramo nekaj mladih, da bomo v nekem doglednem času pač uspeli pridobiti izobražen kader. In pa seveda želimo si torej še več takšnih posvetov, kot je bilo danes, kajti edino na tak način bomo lahko pridobili nova znanja, nove izkušnje, ki jih bomo z veseljem upeljali tudi v Celje. Hvala lepa. Ja. No, se bomo še vrnili, ker nisem še čisto zadovoljna z odgovorom, ker hočem gledati naprej, pa malo provocirati, ampak zdaj bom dala še besedo projektantki. Kako se pa v projektivi, kolegica Urška Kranjc, krajinska arhitektka, kako se v projektivi čuti ta večja pričakovanja? Smo že pri tem, da je več povpraševanja po tem delu? Kako se sliši naše znanje? Lahko, bom rekla, izkoristimo vse, kar vemo in znamo, ali smo mogoče kdaj utišani, usmerjeni v stare prakse? Kako gre? Mi imamo eno majhno projektantsko skupino, sestavljeno iz samih krajinskih arhitektov, česar nimamo še prav zelo dolg v naši hiši, tako da to je že en znak, verjetno, da nam ne gre toliko zelo slabo. Tako da pravzaprav imamo kar na mizi ves čas več, vzporedno vozimo več projektov različnih, pri katerih lahko spoznavamo vse možne variante, od tega, da je naročnik tak, kot si ga želimo, in tako, kot si rekla, lahko nekaj pokažemo, tudi tega, kar smo danes lahko videli, do takih primerov, kjer pač to ne gre tako gladko, pa moramo kot projektanti mogoče tudi se malo potruditi, da spodbudimo pač razvoj projekta v eni smeri, ki nam je bolj všeč. Včasih pa tudi to ne gre, tako da pač vse možne variante spoznavamo. Glede na to, da delamo v glavnem projekte v javnem prostoru, nam pride prav tudi, da lahko sodelujemo z drugimi strokami. No, to se mi zdi ena taka nujna zadeva in nekaj, kar mislim, da v prihodnosti pač si ne predstavljam sploh, kako bi lahko drugače razvijal projekte, no, ker pač so pomembni različni vidiki, od tudi tega, kar smo danes slišali, upoštevanja neke komunalne infrastrukture in iskanje nekih rešitev tehničnih za dobre načrte, za to, da lahko pač nudimo neke dobre pogoje za uspevanje vegetacije, do tega, da pač poskušamo pri nekaterih projektih tudi komunicirati z javnostmi in imamo po drugi strani spet ene čisto nove vidike tega, kar bi sicer človek ozko gledno mislil, da je projektiva. Kaj mislim, da bi lahko se izboljšali? Kar veliko. Pač zdi se mi dobro, da mogoče z vrha dol prihajajo neki projekti, skozi katere lahko naročniki financirajo ureditve, ki jih mi pač, ki jih pripravljamo, z zeleno infrastrukturo, drevesi in tako naprej. Srečujemo se pa tudi, ne vem, na gradbiščih z izvajalci, ki sploh ne vejo, o čem govorimo, ali pa tudi z nekaterimi naročniki, pač tako res cela mavrica je tega, s čim vse se srečamo, no. Mislim, da ta čas zdaj, kar je tudi ta konferenca dobro pokazala, ponuja cel kup enih tehničnih rešitev, ki jih mogoče še nedolgo nazaj niti ni bilo, tako da mislim, da lahko še veliko naredimo na teh področjih, na katerih delujemo.
No, ampak vsekakor, če prav razumem, če vas prav slišim, ne, eno je znanje, eno je denar. Ne. Denar je pomemben, ni pa vse, a ne. Tudi znanje pri različne vrste deležnikih danes pač res ni prostora še za to, da bi še z nami kakšen gradbeni operativc sedel ali pa naprimer še kakšen od vodarjev, ki so tudi postali dosti pomembni, a ne, sogovorniki pri teh urbanih projektih. Ampak ja, vsekakor je zelo veliko potreb tudi takih, ki sežejo mimo nekih administrativnih rešitev in samo sredstev. Ne. Tudi sredstva bo treba razdeliti na različna področja, ker naprimer usposabljanje je gotovo, ne, eno od področij. In zdaj bom šla takole v tem našem krogu mogoče vseeno tako nazaj, Urška, in bom še enkrat tebe povabila, da pogledaš v prihodnost in mogoče poveš tako v tem smislu, kako si predstavljaš, je to zdaj neka to, ne vem, več interdisciplinarnosti, ne, večji timi, veliki projekti in kako gledaš na te majhne projekte. Meni se zdi, da so danes tudi bile lepo izpostavljene stvari, ne, da je tako, jaz ves čas verjamem, je drevo, je žepni park in pol so te poteze, a ne, tako, in tudi danes sem tako dobila neko potrditev, da je ta slika kar ta prava. Kako nam gre v tem smislu? Meni se zdi, da se mogoče drobiš izgublja, posamezno drevo, žepni park, mogoče nimata toliko velike teže. Govorim o parku, ne govorim o nekih parkiriščih, ki jih naprimer začasno ali pa občasno ozelenimo, ampak o malem žepnem parku, v nekem vogalu ozelenjenem, kjer se da sedeti. Kako ti to vidiš, se pravi, in po delovni perspektivi in po vsebinski perspektivi? Prihodnost v Sloveniji, no, tako mogoče. Mogoče, če začnem tle, ko prej nisem nič rekla na temo sredstev, pa se tudi dobro navezuje na to, kar si vprašala. No. Meni se zdi, da fajn bi bilo, zelo bi bila vesela, če bi v prihodnosti bolj resno jemali pač vse te vsebine, o katerih se danes pogovarjamo, od enega drevesa do žepnega parka, do konc koncev zelenega sistema, čist na nivoju, strateškem nivoju. Jaz mislim, da temu ne namenjamo veliko sredstev, recimo v okviru projekta, ki ga naprimer delamo v urbanem okolju, kjer je investicija, kjer lahko investicijo razčlenimo v tlakovane površine, komunalo, prometne površine in tako naprej in vegetacijo. Vegetacija pač ima, to je čist majhen del sredstev in še ta se včasih komu zdi odveč, pa se mi zdi, da pač tukaj bi lahko naredili en korak naprej, pa dali tej temi večji pomen. Hkrati pa to velja tudi na nivoju projektov. No. Tako, upam, da bo več projektov za majhen žepni park nekje, ker mislim, da zdaj trenutno ga delamo samo v sklopu nekih drugih ureditev. Da zelo malokrat pride do tega, da bi dobili na mizo prav projekt za majhen žepni park. Vedno je del nečesa drugega. Ja, te majhne intervencije se naprimer tako hitro podcenjujejo, rade se podcenjujejo, ne, ker so zdaj prišli ti veliki koncepti, ki imajo seveda veliko moč in lahko naredijo velike učinke, ampak hkrati je očitno treba, ne, po obeh poteh hoditi. Tudi ta učni proces, ne moramo čakati, da se bomo vsi vsega naučili, ampak je treba pač tam, kjer že imamo znanje, zajemati globje, ne, pa počasi razvijati. In verjetno to bi tudi bila ena taka, bom rekla, moja mogoče pripomba, da verjetno je treba z obeh strani, ne, nekaj strateško in z velikimi potezami, ampak tudi s čim več manjšimi. Zdaj pa gremo kar ta krog nazaj in bomo našega vzdrževalca še malo povprašali res mogoče v tem smislu, no, kako ste pa zdaj s temi vrstnimi sestoji, izbor dreves, ne, katera drevesa sadimo, kako velika drevesa sadimo, katera drevesa so tista drevesa prihodnosti, ki bodo zdržala pritiske, kako opazujemo obstoječo vegetacijo. Ste tukaj, bom rekla, dobro preskrbljeni, bi rabili pomoč, pričakujete, se povezujete občinske službe med sabo, kako to deluje? A nam lahko malo nas poučite? Ja, mogoče sem prej na začetku pozabil še omeniti, no, da je zelo pomembno pri našem delu, torej, da imamo podporo bom rekel, vodilnih na občini in pa tudi občinskih strokovnih služb, ker sam na tak način sodelovanjem lahko, bom rekel, tudi več naredimo. Kar se pa tiče vašega vprašanja,
To je zdaj v teh spremenjenih klimatskih razmerah kar zelo velik problem, torej izbirati prave vrste dreves, na kakšen način se lotiti vzdrževanja le-teh, kako skrbeti za vegetacijo. Torej, ja, in to, kar sem prej omenil, da smo mogoče na tem področju premalo izobraženi, zagotovo smo, se tudi za strokovnjake je to precej velik izziv, ker ni nekih enotnih, bom rekel, zaenkrat še smernic. Torej, mi se trudimo v sodelovanju z, ne vem, različnimi strokovnjaki v Sloveniji in tudi tujini izbirati primerne drevesne vrste. Problem recimo pri izboru dreves je, da v Sloveniji pravzaprav nimamo prave drevesnice, ki bi lahko poskrbela, ne vem, za nek kvaliteten drevored ali pa še kaj druga. Torej, ta drevesa uvažamo, smo jih primorani uvažati. Ravno trenutno sadimo 240 dreves s pomočjo participacije občanov. Ampak tu se potem zopet pojavlja problem, ker lahko pride do prenosa bolezni, številne zadeve so in verjetno bi to morala tudi država nekako videti neko perspektivo, recimo, da pa bi bilo v Sloveniji drevesnica 2, 3, ki bi skrbele za te torej domače sorte dreves, ki ne bi predstavljale potencialne nevarnosti. Ravno tako je potem pri vzdrževanju dreves v preteklosti je bil trend vsa drevesa obglaviti in tako naprej. Ne. Seveda to sedaj nikako ne prije upoštev in pa seveda skrb za ta odrasla drevesa, kar je bilo že danes velikokrat pomembno, koliko prednosti nam daje eno veliko odraslo drevo, kot pa, bom rekel, neko drevo, ki ga zasadimo danes. Ne. In to drevo, ki ga bomo zasadili danes, bo šele čez 40-50 let prišlo do svoje prave veljave. Torej, izjemna skrb za ta odrasla urbana drevesa. Velikokrat je to težko pojasniti ljudem, zakaj pa zdaj odpada toliko listja, zakaj pa odpade kakšna veja. Seveda drevo je živa stvar in brez tega ne gre. In tudi na področju vzdrževanja zelenih površin, kar smo že prej govorili, ne, seveda, ja, izbor primernih trat, izbor cvetočih travnikov in tako naprej. Vse tu si želimo, torej, bom rekel, tudi strokovnega znanja. Zdaj, v Sloveniji nažalost ni neke organizirane organizacije, ki bi, ne vem, da bi bila neka skupina prav vzdrževalcev, urejevalcev zelenih površin. Dobro je v okviru komunalne zbornice sekcija, ki pa še nekako ni tako dobro razvita. Če pogledamo samo prek meje, na Hrvaškem imajo to zelo dobro razvito in torej želimo si, da bi tudi na tem področju pač prišlo do nekega združevanja, ker samo na takšen način bomo lahko, bom rekel, skupno naredili veliko več, ker kaj nam pomaga, če vsak na majhnem kupčku gnoja kikirikamo, boljše je, da to velik kup gnoja, če se tako izrazim po domače, in od tam dol kikirikamo. Torej, ja, pred nami je veliko izzivov, želimo si pa tu seveda veliko strokovne pomoči, ker sicer bo naše delo v teh spremenjenih vremenskih razmerah lahko zaman. Ja, hvala. Zdaj sem dolžna povedati, zakaj tukaj sedita dva predstavnika mestne občine Celje oziroma javnih služb iz te občine. Zato, ker seveda javno podjetje Zelenice dela 5 let, ampak prej so teh 14 ljudi, ki je bilo nekako inicialna sestava te skupine, je prej delalo v okviru občine na tem področju. Govorimo o ljudeh, ki so, tako kot je bilo danes lepo slišati, pripadni površinam in delu. Dobro poznajo površine, poznajo svoje delo, poznajo učinke svojega dela, živijo s svojimi napakami, jih popravljajo, preizkušajo nove rešitve. To je ena od značilnosti dobre prakse. Ne glede na to, da so v Sloveniji pogoji slabi za dobre prakse, je to ena od značilnosti dobre prakse. In ja, hvala, ker ste z nami. Zdaj bom dala besedo še Valentini, zato ker je druga značilnost dobre prakse, sploh v takih pogojih, v kakršnih delujejo pri nas ljudje na tem področju, politična podpora. Politična podpora v mestni občini Celje, ne govorimo o barvah, ne govorimo o ničemer drugem, nobenih drugih vrstah politik in dejanj, je na tem področju stabilna že dolgo let. Zato je mestni gozd v občini Celje primer dobre prakse upravljanja z mestnim gozdom in zato so tudi zelene površine tolikokrat izpostavljene. Mi smo s tako podobno konferenco že leta 2016 sedeli prav v Celju
točno iz tega razloga in se tudi sprehodili z njimi v živo po njihovih površinah. Valentina, mogoče še nekaj o tem, no, kako pravzaprav te stabilni pogoji, kakršni so že, delujejo v korist in kaj bi bilo pa zdaj mogoče potrebno, da bi pa vi imeli lahko, bom rekla, malo večjo moč pri pridobivanju dovolj sredstev za to, da bi poslali lahko svoje sodelavce, naprimer na mednarodno konferenco uprav javnih parkov, letos je bila v Utrechtu, naša oba govorca, Cecil Konending in Lili Lička sta bila otvoritvena govorca na tej konferenci. To je 5 dni trajalo in to je seveda sejem takih ljudi in idej, ki bogati znanje na neverjeten način. Kaj bi potrebovala občina, občinski zaposleni na občini, da bi lahko politično stran prepričali za nekaj več sredstev, za nekaj več strokovnega kadra, za rahlo boljšo podporo? Ja, redno se udeležujemo takšnih konferenc, kot je bila danes, ne. Povezujemo se tudi z drugimi mesti, povezujemo se, tako kot je gospod Joži povedal, z šolo za hortikulturo, izmenjujemo si primere dobrih praks, informacije, zdaj na take večdnevne konference, no, bolj redko gremo. Bili smo letos v Zagrebu na konferenci o vzdrževanju v gozdovih, o pomenu gozdov v mestih. Drugače smo bili tudi na ogledu v mestu Pula, bili smo tudi v Osijeku, v Varaždinu, tako da v bistvu ogledali smo si tudi zelene površine v Beogradu 14 dni nazaj, tako da v bistvu hodimo naokrog in izmenjujemo primere dobrih praks in navezujemo izkušnje in znanja. In finančni pogoji v bistvu niso, se vam zdi, da niso problem. Jaz imam ves čas občutek, da ste v pogojih možnega, da je vedno, spomnim se tega stavka enkrat iz najnega intervjuja, da je to neko delo v okviru možnega. Dalo bi se bistveno več, če bi bilo več sredstev in več možnosti, tudi več rok, ne nazadnje, in opreme verjetno. Ja, vodstvo mestne občine Celje se zaveda pomena zelenih površin, zavedamo se tudi, kakšen strošek to prinaša, vendar nekako v okviru zmožnosti in pa finančnih sredstev se mi zdi, da dobro vzdržujemo zelene površine v Celju, naprimer mestni gozd, drevesa, ki se posekajo v mestnem gozdu, denar vrnemo oziroma se porabi nazaj za vzdrževanje teh gozdnih poti, rekreacijskih poti, vzdrževanje gozdnih cest, tako da nekako v okviru obstoječih finančnih zmožnosti se mi zdi, da dobro vzdržujemo zelene površine, no. Okay. Bom dala zdaj besedo predstavniku Združenja mestnih občin, mogoče bom tukaj prišla bliže temu, da seveda sredstva so vedno povezana s tem, kakšen pomen ima dejavnost v tem smislu, kako je naprimer predpisano ali pa dogovorjeno njeno izvajanje. Če za izvajanje in izvajanje te službe ni potrebno, se ne zahteva nobena kvalifikacija, ni potrebna nobena predpisana struktura javne službe, je seveda težko doseči dovolj sredstev za te napredne korake, o katerih je govoril kolega Krulec, ko je menil, da bi lahko imel še malo boljše izobražene ljudi, pa še kakšno, bom rekla, bolj inovativno prakso, mogoče kdaj probal. Mogoče nas vi malo popeljete v ta svet, kako pa naprimer z evropske ravni se sliši to in kaj je na tem področju možno mogoče prenesti k nam, tudi kako druge mestne občine po vaših izkušnjah v tem konceptu delujejo? Spravi, nekaj so kohezijska sredstva, ki so bila že omenjena, kjer je v bistvu super, da so, moramo pa gledati na čas, ko ga ne bo, ker cilj je, da jih enkrat ne bo več, to bo pomenilo, da bomo razvita država. Trenutno smo kot ZMOS vpleteni v izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb, to gre za evropska in državna sredstva, ki podpirajo urbani razvoj in preko kohezijskega programa imamo v tej perspektivi prvič specifična sredstva namenjena prav zeleni infrastrukturi v naših mestih. V okviru CTN bo mestnim občinam na voljo, oziroma je na voljo 23 milijonov evrov. Prvi projekti so že bili izbrani in gredo v izvedbo.
Na ZMOS-u si pa bolj prizadevamo v bistvu za vzpostavitev enega bolj sistemskega vira, predvidljivega. Menimo, da je za mestno občino zelo pomembno, da je ta vir stalen in predvidljiv, ker je to pomembno z vidika proračunskega načrtovanja in investicij. Največjo v bistvu priložnost ali pa zamujeno priložnost vidimo v podnebnem skladu, ki je že po zakonu ustanovljen za podpiranje ukrepov prilagajanja in blaženja. Dejansko pa država ne prepoznava področju zelenitve mest kot ukrepa vrednega teh sredstev, ker teh sredstev v podnebnem skladu ni, pa bi morali biti. Ker kot smo videli danes in z odličnimi govorci, čestitka za program, je koliko koristi se ustvari s takimi projekti, s takimi intervencijami. Pa bodi si zanimivo mi bilo tudi ta vidik mental health, poleg odpornosti pa temperatur in vsega. Tako da mi bi želeli v bodoče, da se tudi sredstva podnebnega sklada vedno en košček namenijo projektom ozelenitve mest za v bodoče. To vidimo kot en del rešitve. Super, hvala. In zdaj bom dala še besedo predstavnici države za zaključek. Ja, verjetno se tukaj tudi slišite in pogovarjate med sabo. Sredstva so gotovo pomembna, gotovo je pomembno, kakšne vrste sredstva. Pomembni pa so tudi že pravzaprav prvi učinki sredstev, ki so bila prenešena, in verjetno lahko že kaj izvemo tudi o tem, kakšno smer približno grejo te projekti in kaj se še načrtuje v tem kontekstu za naprej. Ja, zdaj, kar se sredstev tiče, mislim, da smo pokrili, zdaj še kaj predstavnik mestne občine povedal, ta področja financiranja, ki so bila že vzpostavljena, in projekte, ki jih imamo, jih pa jaz žal ne poznam tako podrobno, da bi lahko o njih govorila, kaj je sploh tisti, ki so zdaj bili zaključeni. Še nimamo naboja pred sabo, da bi ga videla, tako da žal ne morem povedati, v katero smer grejo, ampak bistvo je to, da prvi ta iz CTN-ja projekt, paket je bil za mestne občine, zdaj je bil pa v bistvu za vse občine, za vsa naselja. Tukaj se mi zdi ključna še razlika, da dopolnimo in gremo na celo Slovenijo. Seveda, absolutno imajo zelene površine najpomembnejšo, najbolj ključno vlogo prav v tem procesu prilagajanja naselij na podnebne spremembe. Zelene površine in drevesa nam prva lahko najbolj blažijo in omilijo bivanje v mestih, ko so v bistvu močna, sušna, vroči deli leta, hkrati pa seveda nudijo odsedna tla za večje nalive, ker pojavljajo se seveda to, da imamo že meteorne poplave, kar se mogoče včasih ni toliko dogajalo. Tako da v bistvu vse te smeri oziroma novosti oziroma novi pogledi na razvoj naselij jih je potrebno vključiti v načrtovanje, kar ne dvomim, da načrtovalci to vejo in poznajo zelo dobro, ampak jih je treba v bistvu tudi na občinski ravni skomunicirati z vodstvom občin in v bistvu, da prepoznajo, da so te stvari več kot nujno potrebne, da se gre v te smeri. Meni je zanimivo to, kar smo zdaj debatirali v enem od naših priročnikov, participacija je zelo pomembna. Mogoče še to povem prej, da ljudje, prebivalci so pa zelo, zelo zainteresirani za sodelovanje. Čas je tak, da zelo razumejo, kakšen pomen imajo zelene površine, in v bistvu oni sami tudi že kot civilne družbe ali organizirani ali posamezniki zelo podpirajo in zelo tudi sprašujejo, želijo napredek. Tako da tukaj mislim, da je to zelo dobro, da niso ljudje na eni strani pa samo recimo načrtovalci ali pa nekdo v vlogi načrtovanja to prepozna, ampak ljudje se to zavedajo in si tega želijo. Tako da tukaj se ne bojim v prihodnosti za dobre rezultate. Kar se pa tiče občin, mi je zanimivo v tej knjigi oziroma v našem priročniku Participativno urejanje odprtega javnega prostora je ena anketa in rezultat ankete, ki kaže, kaj so občine navedle, kje jim najbolj zmanjkuje nečesa, da ne morejo tako uspešno izvajati svojih v bistvu ohranjanja, vzdrževanja in načrtovanja zelenih površin. In
jaz tako, če bi prej na pamet, brez da to pogledam, bi rekla, ja, denar bojo rekli kot najvišjo, ne? Pa ni, da jim zmanjkuje časa. To me je v bistvu tako na hitro me napeljuje na to, da mogoče nimajo dovolj kadra v tem smislu, ne? Nimamo časa. Nimamo kadra, ki bi bil usposobljen, ki bi ga lahko zaposlili, ki bi se samo s tem ukvarjal. In očitno v občini Celje in z vašo pomočjo vam tam uspešno izvajate in najbrž so še zagotovo nekatere občine, ki to uspešno izvajajo. Je pa mnogo občin, ki absolutno nimajo strokovnjakov in se potem nekako to ob stran dajejo. No, potem so seveda mislim, da so finančna sredstva tudi, ja, čeprav niso najbolj ključna in prostorske možnosti so zadovoljive, piše, kar je zanimivo za Slovenijo, ker imamo v bistvu veliko, smo obdani z veliko zelenega prostora in gozda in tako naprej, pa znanje in veščine so tudi tiste, ne. Tako da tukaj in hkrati s tem, kar se dogaja zadnja leta, tudi tako zelo vidno, da so se obglavljala drevesa, kot smo rekli, ne, in tudi veliko klicev občanov in tudi celo poslanskih vprašanj in tako naslovljenih tudi na naš direktorat in naše ministrstvo. Pač si želimo na državni ravni urediti nekaj, kar bo postavilo občina nek skupni imenovalec delovanja, upravljanja in vzdrževanja in postavljanja tudi novih zelenih površin. Občine so seveda same imele možnosti to urediti, ampak ker so tako velike razlike med njimi, smo se odločili, da gremo v tej smeri, da bi poskušali postaviti neko tudi pravno podlago, ki bi postavila občina na isti imenovalec in bi potem neke stvari bile zahtevane. Seveda občina še vedno lahko in še več in tako naprej, tako da nekatere občine so si naredile celo svoje odloke, večinoma pa ne, in nekatere občine so bolj uspešne, druge manj. Tukaj mislim, da ta podpora z pravnega vidika bo tudi pomagala, seveda s strokovnim znanjem. Absolutno podpiram tudi idejo gospoda Jožeta, da v bistvu bi bila fajn ena strokovno telo, ki skrbi tudi potem za izobraževanje in vsakoletno mogoče dopolnjevanje znanj, izmenjava znanj vseh tistih, ki izvajajo to na terenu, ker na koncu koncev, kaj se vidi v prostoru, to, kar se izvede. Pa tudi, če imamo mi idealne priročnike, pa ne vem, so tudi načrti zagotovo dobro pripravljeni, odvisno, kaj se izvede, ne. Tako da tukaj, to so vse stvari, ki mogoče niso direktno povezane s financami, ne. Finance so pomembne, ampak tako kot so kolegi pokazali, veliko se da tudi narediti s pristopi. In tukaj vidim veliko priložnosti, no, tako. Zdaj ne vem, če sem ti čisto odgovorila na to vprašanje, lahko pa še. Ja, super, hvala lepa za ta pojasnila, v bistvu vsem hvala, ker ste prišli, zdaj naša ura je nekako potekla. Vem, da bi zdaj šele lahko šli mogoče v večjo globino, predvsem pa povabili publiko, da bi še kaj vprašala, verjamem, da imate vsi kakšna vprašanja, ampak recimo, da je to za en tak prvi zelo odprt pogovor na zelo široki ravni, od občine do države, pa pol od, bom rekla, vzdrževanja do načrtovanja, dosti zanimiv pogovor za zaključiti današnjo konferenco. Mislim, da smo vsi dobili en dober vpogled v to, kaj se dogaja, kako pester je pravzaprav ta spekter dogajanj, res od nekih makrokonceptov in principov do veliko drobnih dejanj, ki ne zahtevajo, tako se strinjam absolutno tudi jaz, mogoče toliko sredstev, kot zahtevajo veliko razumevanja, veliko tudi poguma in volje, da se poskusi, da se kakšna stvar mogoče tudi opusti, a ne, kakšna stvar pa pol razširi. Hkrati pa sigurno ta, mislim, dviganje standardov v smislu pričakovanj po znanju, a ne, po kompetencah na vseh področjih, načrtovalskih, prostorsko-načrtovalskih, projektantskih in tudi vzdrževalskih. Tudi vzdrževanje, če kaj v novem, bom rekla, času postaja vedno bolj pomembno, je vzdrževanje. Če rečemo, da so stara drevesa pomembna, če rečemo, da je treba povečati število funkcij ali pa učinkovitost obstoječih zelenih površin, potrebujemo pač strokovna znanja, ki lahko do tega pripeljejo. Danes smo res imeli super demonstracijo tega, kako s preprostimi ukrepi v določenem kulturnem okolju, naprimer prestrukturirati in odnos do nekih površin in samo uporabno vrednost.
z istimi sredstvi za vzdrževanje, v bistvu z istimi ljudmi, samo z drugačnim vodenjem in nekim konceptom. Tako da, ja, upam, da vas je vsebina nekako navdihnila, no, in da je postavila en tak svež okvir za smelo nadaljevanje v dobri smeri. Vsi akterji danes so dali vedeti, da se tudi na tem področju pri nas že marsikaj dogaja. Res, da tudi občine super odpirajo, bom rekla, interesno polje s tem, ker s participatornim proračunom lepo to zaznavo, ne, potrebe strani prebivalcev prevajamo v javne politike. To je zelo pomembno, posebej po epidemiji covida, pravzaprav ni več dvoma, a ne, kako velik je pomen zelenih in ozelenjenih površin za ljudi, za duševno in fizično zdravje, in tukaj je zato, da se bodo finance premaknile v prid še bolj kompetentnega dela na vseh področjih, pač treba govoriti tudi ta jezik ljudstva, no, na ta način, da se dviga težo področju, ne samo strokovni, no, ker stroka je že pravzaprav veliko povedala. Mi smo že Urška 2007 Šmartinski park, a ne, zasadili s cvetočo travno mešanico in rekli, da ga ne bomo kosili. Župan ga je sicer dal pokositi v najlepšem cvetju, ampak namen je pa bil ta prav. Jaz mislim, da smo z dobrim tudi časovnim okvirjem in zanimivimi sogovorniki in gosti danes zaključili tole prijetno druženje. Želim še lepo nadaljevanje dneva in lep pozdrav.